Pozdravljeni! Želel bi vam na kratko predstaviti svoj domač kraj Ptuj in zakaj ga je vredno obiskati. Mogoče pa le koga prepričam, da nas pride obiskati. Področje Ptuja je bilo poseljeno že v dobi neolitika. Iz te dobe so našli ostanke na grajskem griču in pa na enem drugem predelu mesta, ki se imenuje Radeljčja vas. Ptuj zaživi v rimskem obdobju in sicer leta 69. Tukaj poteka en pomemben dogodek. To je bil posvet poveljnikov rimskih panonskih legij, ki so podprli Vespazijana pri osvajanju rimskega prestola. In ta vojaški posvet je Tacit omenil v svojih zapisih in velja za prvo pisno omembo mesta v zgodovinski literaturi. In v letošnjem letu 2019 Ptuj praznuje 1950. obletnico prve omembe mesta Ptuj v zgodovinski literaturi. Prav tako so istega leta 1969 potekale državljanske vojne. To se je zgodilo po samomoru Nerona in v tistem enem letu so na rimski prestol sedli 4 cesarji. Zato to leto imenujemo leto 4 cesarjev. Prvi je bil Gajba, potem je bil Oton, potem je bil Vitelij in nazadnje je bil Vespazijan, ki pa se je na prestolu potem obdržal nadaljnja leta. Nekje v 3. stoletju je Ptuj imel 10.000 prebivalcev, skupaj z okolico pa nekje 30.000, kar je zelo veliko za takratno obdobje. In naslednje obdobje, ki je zelo pomembno za Ptuj, je srednji vek. V srednjem veku Ptuj izoblikuje današnjo podobo, torej veduto mesta, kot jo vidimo danes na številnih fotografijah. Sicer se je Ptuj do 12. stoletja nekje zaključeval na Slovenskem trgu. To je kraj, kjer se nahaja Orfejev spomenik, mestni stolp in pa cerkev svetega Jurija. Potem pa se je Ptuj šele v 12. stoletju začel širiti v spodnji del mesta, ki pa je bil prej bolj ali manj močvirnat. Takrat pa je potem tudi v 13. stoletju nastal v spodnjem predelu Ptuja tudi minoritski samostan, ki je pa tudi ena izmed pomembnih točk vredna ogleda in tudi ena izmed obveznih točk, kjer se skupaj z obiskovalci mesta ustavimo in spregovorimo nekaj besed o tej znamenitosti. Minoriti so bili, lahko rečem, drugi red, ki je prišel v naše mesto. Prvi red je bil tukaj red dominikancev, oboji pa so prišli v naše mesto v 13. stoletju. In sicer, kot sem omenil, Ptuj v srednjem veku nekako dodatno še bolj dobi podobo, kot jo ima danes, in takrat so tudi v mesto nekje v 12. stoletju prišli gospodje Ptujski. Gospodje Ptujski so bili družina, ki je tukaj živela več kot 300 let, torej od 12. pa do 15. stoletja. In bili so vpleteni v številne dogodke in tudi dejansko so pomagali minoritom in tudi dominikancem, da pridejo v naše mesto. In ker sem prej omenjal minoritski samostan, hitro še samo nekaj besed o tej znamenitosti. Dejansko gre za samostan iz 13. stoletja, ki je pa doživel številne spremembe. V 13. stoletju so na lokaciji, kjer bi naj stala kapela svetega Petra in Pavla, postavili tudi cerkev in samostan in posvetili tudi samostan svetemu Petru in Pavlu, ker bi naj bila tudi prejšnja kapela posvečena njima. Ampak žal je bila leta 1945 cerkev zbombardirana in ostalo je zelo malo stvari, ki so jih potem minoriti, ko so se vrnili nazaj v samostan, uspeli rešiti. Namreč med drugo svetovno vojno so Nemci izgnali minorite iz samostana na Hrvaško in v samostanu uredili pisarne za ponemčevanje. In to ni bilo najboljše obdobje za minorite in potem tudi, ko so jim porušili cerkev, so se jih prizadevali, potem ko so se vrnili, da dejansko zgradijo ponovno cerkev na tem mestu, kjer je prej stala, ampak žal mestna oblast se v tistem obdobju ni strinjala in so v 60-ih na tej lokaciji postavili moderno pošto, ki pa je bila tukaj vse nekje do konca 90-ih let prejšnjega stoletja. Potem so pa pošto porušili in začeli z ponovno izgradnjo cerkve in so naredili nekakšno repliko originalne cerkve, ki je nekoč stala na tem mestu. Kar je zanimivo pa v notranjosti samostana je pa letni refektorij z štukaturami na stropu in pa z slikami v poljih. In pa v notranjosti se nahaja manjša knjižnica, ki pa hrani okoli 5000 knjig iz 16., 17. in pa 18. stoletja. Med njimi je najbolj pomembna in najbolj znana knjiga Truberjev Novi testament, ki je nastal v 16. stoletju.
In pa še ena pomembna stvar oziroma zanimivost o minoritih, namreč na Ptuju je vinska kultura obstajala že pred prihodom Rimljanov. Ampak potem so Rimljani to znova oživeli in vinogradništvo je znova zaživelo v našem kraju. Potem je z nekaj stoletji ta vinska kultura zaspala, utihnila in potem so jo znova, ko so minoriti prišli v naše mesto, oni ubudili, saj so takrat tudi dobili zemljo s pomočjo gospodov ptujskih, ki so jo rejali skupaj z dominikanci. Kaj bi mesto brez magistrata? Tudi Ptuj ima magistrat iz začetka 20. stoletja. Na današnji lokaciji, kjer stoji mestna hiša, je bila prej Poskočilova hiša. Poskočili so bili bogata trgovska družina, ki je v mestu živela v 18. stoletju, potem v začetku 20. stoletja pa se je mestna oblast odločila, da prestavi sedež uprave iz Slovenskega trga, torej iz stare mestne hiše, na novo lokacijo. Takrat so objavili nagradni natečaj, na katerega se je prijavilo nekje 67 skic in zmagala je tale z neogotskim stilom, ki se je ohranil do danes. Ker sem ravno omenjal staro mestno hišo, se pomaknimo malo gor na Slovenski trg. Tako kot sem že prej omenil, mesto se je zaključevalo do 12. stoletja na tej lokaciji, potem pa se je širilo v spodnji del. Ampak v 2. stoletju so nekje na tem področju postavili nagrobnik takratnemu članu mestnega sveta in pa tudi županu Marku Valeriju Veru. Danes je poznan tale nagrobnik kot Orfejev spomenik. Orfejev spomenik je nekje približno 5 metrov visok, je iz pohorskega marmorja, ime pa nosi po osrednjem reliefu Orfeja, ki v žalosti za svojo večno izgubljeno Euridiko igra na svojo liro. In po legendi je igral tako lepo, da so ga prišle poslušati tudi živali, ki so ga potem obdale iz vseh strani in to je prikazano na tem reliefu. V srednjem veku so tale nagrobnik premaknili na točko izpred stare mestne hiše iz enega razloga. Saj je takrat v notranjosti mestne hiše bil tudi sodnik in pa zapisnikar in tale nagrobni kamen so oni uporabljali takrat kot pranger, kot sramotilni steber. In tam so potem javno kaznovali ljudi in vsak da je lahko videl, kdaj je nekdo naredil nek prekršek. Da pa je bilo vse skupaj še res bolj srednjeveško, pa so zraven imeli še kletko, v katero so tudi zapirali ljudi, ki so jih kaznovali. Znamenitost, ki se nahaja na Slovenskem trgu, je tudi mestni stolp. Mestni stolp je v originalu bil nekje 5 nadstropij visok, vse do začetka 18. stoletja, potem so ga pa zaradi številnih požarov tudi znižali. Predstavlja pomembno razgledno točko, ki je služila obrambnemu mehanizmu mesta Ptuj, saj se iz vrha mestnega stolpa dobro vidi daleč naokoli in dejansko so takrat imeli priložnost tudi videti, ali mestu preti kakšna nevarnost. Kar pa je tudi zanimivost tega stolpa je, da v spodnjem delu so v 19. stoletju dali vgraditi tudi antične spomenike, ki so jih našli na Ptuju ali pa v njegovi okolici, da jih ohranijo pred propadanjem. In to velja za najstarejši odprti lapidarij, torej za muzej na prostem. Je pa še ena legenda povezana s temle stolpom. Namreč v 17. in 18. stoletju so bili lastniki gradu grofje Leslie iz Škotske. In eden izmed grofov se nikakor ni ujel z meščani mesta. In v bistvu, ko so meščani se odločili, da bodo okrasili mestni stolp z urami, so zbirali donacije. In on zaradi številnih sporov, grof Leslie, ni želel sodelovati z njimi. In pol so meščani se odločili, dobro, bomo zbrali donacije brez njega. In ko so dejansko kupili ure, so jih dali vgraditi v samo 3 strani stolpa. Samo v severno stran, ki gleda direktno na grad, niso dali ure. In to je potem služila kot kazen grofu Leslieju, da on pa ne bo gledal na njihovo uro. Kaj pa nisi hotel dati denarja zraven? Tak pač je. Zraven mestnega stolpa se pa nahaja pomemben arhitekturni spomenik iz 12. stoletja in govorim namreč o cerkvi svetega Jurija. V notranjosti cerkve je še danes možno videti številne freske iz 14. in 15. stoletja. Tudi korne klopi v prezbiteriju so originalne iz 15. stoletja. Sveti Jurij pa je zavetnik mesta Ptuj. Da pa je Sveti Jurij zavetnik mesta Ptuj, pa kaže tudi naš grb, tale rdeči križ na belem polju, ki bi naj izhajal iz ščita svetega Jurija.
Nekoč pa je cerkev obdajalo tudi pokopališče, vse nekje do 18. stoletja, dokler niso začeli pokopavati ljudi na drugi lokaciji v mestu. Naslednja pomembna točka pa je dominikanski samostan, prav tako iz 13. stoletja. Dominikanci so k nam prišli iz Brež na Koroškem, prišli pa so na Ptuj s pomočjo Metildis, ki je bila vdova Friderika III. Ptujskega. Samostan so zgradili na takratnem Matildinem dvoru, to je bil osnova za samostan, potem pa so mu v 13. stoletju dodali tudi cerkev, ki je bila posvečena Marijinemu vnebovzetju. V 18. stoletju je bila cerkev barokizirana. Naj samo izpostavim, da dominikanci in minoriti so obojni bili zavezani k siromaštvu. In delali so na zemlji, pridelovali svoje pridelke in se s tem tudi preživljali. Potem v 18. stoletju se pa zgodijo jožefinske reforme in takrat so bili dominikanci pregnani iz našega mesta. Njihovo imetje pa je bilo razprodano in samostan izpraznjen. V dominikanskem samostanu je bila potem tudi vojaška bolnišnica, potem tudi vojašnica in na koncu tudi muzej nekaj let. Sedaj pa ima v notranjosti malo in veliko dvorano, ki pa sta prizorišči mnogih dogodkov. Da se pa vrnem malenkost nazaj, zakaj so pa minoriti ostali in dominikanci ne? Minorite bi naj rešilo to, da so takrat v tistem obdobju zraven vsega dela, ki so ga počeli, podobno kot dominikanci, poučevali tudi mestne otroke. In to jih je rešilo pred pregonom iz mesta. Koliko je to res, ne vem, ampak čisto možno je. In pa naslednja, zadnja pomembna točka je pa tudi razgledna točka, to je Ptujski grad. Namreč v 9. stoletju je že na tem mestu stal grad, ki je bil z utrdbami skupaj zgrajen iz lesa. Potem pa je takrat Konrad I. v 12. stoletju na ruševinah tega gradu dal zgraditi novega in ga zaupal v upravljanje gospodom Ptujskim. Kot sem prej že omenil gospode Ptujske, oni so ravno bili prvi taki večji, pomembni skrbniki, upravljalci gradu. Grad se je skozi stoletja spreminjal. Dobivajo svojo obliko, kot jo ima danes, tole trodelno obliko, za katero so delno odgovorni tudi gospodje Ptujski. Izpopolnili pa so jo potem tudi Lezlji, ko so tukaj bivali v 17. in 18. stoletju. In to obliko gradu vidimo še danes. Na srečo med vojnama grad ni bil poškodovan, so pa bila potrebna številna vzdrževalna dela. In s temi so pričeli v 19. stoletju, ko je grad na dražbi kupila grofica Terezija Herberstein in ta renovacijska dela je končal njen sin, ki pa je v grad prinesel tudi stvari iz sosednjih gradov, iz gradu Borl, Hrastovec in pa Libovic na Češkem. In vse to je danes možno videti v notranjosti gradu. Namreč v 60-ih je bil grad nacionaliziran in predan v upravljanje Pokrajinskemu muzeju Ptuj. Danes je v gradu možno ogledati številne zbirke, zbirka orožij, zbirka inštrumentov, zbirka iz fevdalnega obdobja, iz fevdalne kulture, potem zbirka pustnih mask, gotskih in baročnih slik, turkerij in še mnoge druge. In pa res je lepa razgledna točka, tale naš Ptujski grad. Tako, video sicer ni bil ravno kratek, ampak upam, da je bil poučen in da vas je prepričal, da pridete kdaj in obiščete Ptuj. Lahko se odločite tudi za turistično vodenje po našem mestu, ki ga z veseljem tudi jaz organiziram za vas, saj sem lokalni turistični vodnik. Kontaktirate me lahko tudi preko Instagrama ali pa preko maila, da dorečemo podrobnosti. Hvala, da ste si ogledali moj video. Če vam je bil video všeč, mu lahko daste tudi thumbs up, se naročite na moj kanal za še več vsebine in upam, da se srečamo. Lepo se imejte, pa nasvidenje do naslednjič. Čau!